Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju organizirala že 9. vrh slovenskega gospodarstva, na katerem je sodelovalo več kot 450 vodilnih predstavnikov gospodarstva, stroke in politike. Dogodka se je udeležil tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar. Zagotovo bomo vsi člani vlade, se pravi tako ministri kot jaz, vse te napotila, ki so bili danes tu po delu v delovnih skupinah predstavljeni, temeljito preučili in v okviru svojih pristojnosti tudi upoštevali pri nadaljnjem delu. Srečanje je potekalo v znamenju interaktivne diskusije, kjer je na 12 tematskih okroglih mizah preko 100 udeležencev pripravilo seznam 36 prednostnih ukrepov, ki bodo osnova za gospodarski memorandum GZS o prioritetah za vlado Republike Slovenije. V nadaljevanju bomo skupaj z vlado oblikovali bolj konkretne načrte in predloge, kako dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva. V okviru vrha so predstavniki 28 gospodarskih družb s slavnostnim podpisom slovenskih smernic korporativne integritete pristopili v krog ambasadorjev korporativne integritete. Tudi biti ambasador v tem pomenu, ne samo meni, pa tudi moji ekipi, pomeni, da bo še večja zaveza, da bomo delovali samo v smeri pozitivnih praks. Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav pri GZS Zbornici elektronske in elektroindustrije je pripravila dan najboljše prakse, kjer so udeleženci predstavili najboljše prakse nenehnih izboljšav v proizvodnih in s proizvodnjo povezanih procesih v slovenskih podjetjih. Ja, zelo sem vesela tako števila obiskovalcev, kot tudi kvalitete iz samih izvajalcev predavanj. V organizaciji GZS Združenja kemijske industrije je potekal tradicionalni slovensko-hrvaški posvet proizvajalcev in predelovalcev plastičnih mas z naslovom Prehod v krožno gospodarstvo. Na dogodku so sodelovali predstavniki Evropske komisije, pristojnih organov iz držav organizatork ter domači in tuji strokovnjaki. Posebno pa Združenje za plastiko in gumo vidi na tem področju veliko priložnost, saj je material, s katerim se ukvarjamo, ima lastnosti, s katerim je ta material možno večkrat in ponovno uporabiti. Predstavniki delodajalcev in delojemalcev so podpisali novo kolektivno pogodbo za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije. Na strani Gospodarske zbornice Slovenije je bil podpisnik Marjan Mačkošek, predsednik upravnega odbora GZS Združenja kovinskih materialov in nekovin. Ta panožna kolektivna pogodba je na nek način, kot sem rekel, zajela tiste stvari, za katere smo na koncu eni in drugi ocenili, da so sprejemljive. Gostja oktobrskega pogovora o petih je bila filozofinja in sociologinja profesorica dr. Renata Salecl. Beseda je tekla ne samo o pravici do izbire, ampak predvsem o tiraniji izbire v sodobnem svetu. Veliko mojih prijateljev, ki je psihoanalitikov, mi govorijo, da imajo vedno več ljudi, ki se ne morejo nič odločiti. Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja je Slovenijo obiskal albanski predsednik Bujar Nišani, ki ga je spremljala manjša gospodarska delegacija. Ob tej priložnosti je na GZS potekala slovensko-albanska poslovna konferenca, albanski predsednik pa se je vpisal tudi v zlato knjigo gostov GZS. Potencial, kot sem že prej omenila, je dovolj v turizmu, predvsem storitvenem sektorju, kmetijstvu, v obnovljivih virih energije. Ob zasedanju mešane medvladne komisije Slovenije in Belorusije ter obiska skupine beloruskih poslovnežev v Sloveniji je GZS Center za mednarodno poslovanje organiziral poslovno konferenco in individualne pogovore med slovenskimi in beloruskimi gospodarstveniki. Na dogodku je bilo podpisano tudi pismo o nameri med Gospodarsko zbornico Slovenije in prosto ekonomsko cono Gomel-Raton. We expect that the memorandum we signed today will improve our cooperation. Aktualne razmere in perspektive kitajskega trga je na srečanju z direktorji slovenskih podjetij prikazal nacionalni predstavnik Slovenije v European Chamber of Commerce in China Zvezdan Ranđelović. Dejstvo pa je, da je kitajski trg ogromen, treba se ga je lotiti definitivno zelo detaljno, specifično, se posvetiti trgu in gledati na trg dolgoročno. GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije, je v sodelovanju s Centrom za varnejši internet SEFSI podelilo slovenske spletne oskarje, nagrade Netko za najboljše spletne digitalne projekte.
Podeljene so bile v 6 kategorijah, izbrani sta bili tudi agencija leta in najboljša stran po izboru uporabnikov. Je pa to spletna stran, ki je dejansko od ljudi za ljudi. V okviru 16. kongresa izvajalcev računovodskih storitev je GZS, Zbornica računovodskih servisov, podelila nagrade Naj računovodski servis. Prejeli so jih računovodski servisi Karmen iz Lukovice v kategoriji malih, Dafin iz Ribnice v kategoriji srednjih in Biro Bonus iz Ljubljane v kategoriji velikih. Menim, da z vsakim izborom dosežemo še večji nivo kvalitete. GZS, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, je podelila nagrado Kristine Brenkove 2014 za izvirno slovensko slikanico. Prejela jo je avtorska slikanica Huijin Vanko Ferdinandu Augustinu Hallersteinu, ki je po mnenju žirije med letošnjo biro kakovostno najbolje povezala slikovni in besedni del v slikaniško celoto. Komisija je podelila tudi priznanje nove poti slikanici Modro nebo za inovativnost na področju slikaniške produkcije. Huijin pa nam je s svojimi slikami približala tudi Daljni vzhod in na en svoj poetičen način pokazala, kako nas povezovanje med vzhodom in zahodom lahko samo obogati.